moramo predvsem poudariti neke splošne zmote, ki se pojavljajo v javnosti, ko govorimo o vojaškem letališču. Res, letališče Cerklje je vojaško letališče, ki je bilo šele leta 2004 spremenjeno v vojaško letališče in to na podlagi od strateškega uredbe o strateškem razvoju Republike Slovenije, kateri od nikoli določa eno zakonsko določbo, izvršljivo določbo, ki opredeljuje razvoj letališča Cerklje ob Krki tako, da ni razvidno iz akta, ali je to letališče sploh kdaj v Republiki Sloveniji obravnavano kot letališče. To pomeni, da iz prejšnjih splošnih aktov oziroma odlokov o razvoju Republike Slovenije ni razvidno, da je letališče bilo sploh kdaj odločeno, ali letališče bo ali ne. Potem je zaznavno tudi, da Državni zbor od leta 2004 spreminja zakonodajo in določa neko letališče kot mešano letališče le v primeru ene zadeve. To pomeni splošno zakonsko določbo, splošen predpis spreminja samo zaradi ene konkretne zadeve, enega projekta. Potem tudi Vlada Republike Slovenije sprejema splošne akte, kot je recimo sklep o opredelitvi letališč, katerega že tako določa odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in ni potrebno novega akta izvedeti na račun tega, ampak se izvaja vsaka občina oziroma vsak interesent posebej gradnjo teh objektov, le za letališče Cerklje ob Krki. Zopet letališče Cerklje ob Krki se opredeljuje kot mešano letališče. Zakaj mešano letališče? Tukaj govorimo predvsem o vojaškem letališču. Ker pa je to vojaško letališče, tudi javno letališče in mednarodno letališče, je narejen grob poseg v civilno sfero. Civilisti, tudi če bojo hoteli uporabljati to letališče, ki je zemljišče ali pa bo v lasti vojske Republike Slovenije, bo lahko leta diskriminirala vsak dostop na podlagi njenih osebnih hotenj, ker civilni del letališča ne bo javno gospodarska infrastruktura in ne bo javno zemljišče, na katerega bo dostop pod enakimi pogoji omogočen vsem. Če vas še zanima glede direktnih operacij, tole letališče je obremenjeno s točno določenimi operacijami, koliko operacij izvedeno in koliko ur na dan se bo letelo, to je 40 ur na dan bo letel. Takole recimo, da vas v celoti, 260 dni slovenska vojska, NATO 65 dni, 7,5 dni civilno letalstvo. Zdaj si pa vi zamislite, 7,5 dni po 40 ur. Ali je mogoče za celotno civilno letališče zagotoviti, da bo 7,5 dni zagotovila izvajanje tega vsega programa, ki jih ima gospod recimo Vizjak ali pa drugi akteri s tem civilnim delom letališča. Sporno nam je tudi drugo dejstvo, da je predlagatelj oziroma pobudnik pismo nameri o izgradnji civilnega letališča je podpisal Janez Janša. Sedaj je tudi sprejel odlok o državnem lokacijskem načrtu. Ista oseba, ki je dal predlog, da se neki poseg okolje izvede, je sedaj tudi sprejel odlok, da je izvršljiv ta poseg v prostor.